Živijo in ponovno pozdravljene v eni taki ženski temi. Živjo, Nina. Živjo, Darja. Za to temo mislim, za take teme jaz vedno ponavadi prosim tebe, a ne, in smo imele že v akademiji. Prebudi svojo žensko energijo, mislim, da je bil naslov, in tudi tule sem si želela, da odpremo to temo, da govorimo o maternici, tudi malo, a ne, in zakaj jaz rečem mini to, ker meni si ti en tak šolski primer ženstvenosti, vitalnosti, enega tajega notranjega sijaja, in sem res vesela, da si z nami in tudi, da si že kaj za mojo rulo posnela in da še kaj boš in tako. Tako da mogoče samo da povem, da si dala eno tako lepo temo, povratek ženske k sebi, razumevanje njene notranje tehnologije. Wow. Še prej pa, preden greva, kdo je Nina, pa mogoče tvoja zgodba v zvezi s temo, v zvezi z ženstvenostjo, kdaj se je začela, oziroma to meni ni tako domača tema, in jaz bi rada ful naredila na tem področju, več, kakor delam, ampak tebi je pa najbrž že naravna dlje časa, a ne, ker predajaš to znanje naprej, pa zdaj ti predam prvič ti zdaj predam besedo, da poveš pač o sebi, pa mogoče o tej temi oziroma zgodbi v povezavi s temo. Ja, glede na to, lep pozdrav vsem ženskam. Zdaj, če me še ne poznate, a ne, Darja ve, da jaz obožujem žensko telo, žensko energijo, in zato tudi delam na tem področju, da želim ženske opolnomočiti, da je moč v nas. In v bistvu delam ženskam, ki so nekako preveč v glavi, ki so utrujene, brez energije, ki mogoče čutijo, da se ne znajdejo v svojem telesu, da ga ne razumejo, ženskam, ki imajo mogoče izzive s prehrano, z zdravjem. Skratka, ženske vračam nazaj v njihov ritem, v cikličnost, v modrost ženskega telesa, ker v našem telesu se skrivajo vsi odgovori, in jaz želim, da jih začnemo iskati znotraj nas, ne pa več v zunanjem svetu, ker ta svet nas uči, da so rešitve zunaj, so pa vedno v nas, ampak moramo predvsem najprej sebe spoznati, in tukaj se začne naša moč, in ko to odkrijemo, potem se začne naše življenje poravnavati, ne? Ali je to fizično telo, ali pa naši odnosi in karkoli drugega. Tako da, ja, kako sem jaz prišla do tega? Konstantno sem čutila, da nekaj manjka. Karkoli sem počela, je nekaj manjkalo, in predvsem sem začela preko gibanja to spoznavati, a ne, skozi telo, ker vemo, kakšne so te pač ponudbe zunaj, kakšno gibanje obstaja. Jaz sem skozi čutila, da nekaj manjka. In tako sem tudi odkrila jogo, in tudi pri jogi sem čutila, da nekaj ni v redu. Pač nek tisti notranji občutek, čeprav mi je družba govorila, da joga je sistem, da ga je treba delati tako in tako, je bil v meni nek notranji občutek, da nekaj manjka. Ampak jaz temu notranjemu občutku nisem verjela. Jaz sem mislila, da ko sem ustvarjala svojo malo drugačno jogo, ko sem ženske vodila, sem se skrivala, ker sem se počutila, da nek sistem goljufam. Sem želela biti nevidna. In potem je prišel čas, ko me je poklical še en tečaj, ki pa je bil na ta Womb Wisdom, oziroma je bila ženska zdravilna joga. In ko sem šla na ta tečaj, sem v bistvu tam dobila znanje in informacije, ki sem jih že prej zbirala, košček po koščkom, ker takrat, zdaj se zelo veliko o tem govori, takrat se o tem ni nič govorili, in sem mogla iskati ta znanja, ki so bila skrita. In tam sem dobila potrditev, ko sem bila tam, sem rekla, oh my God, Nina, spet nisi zaupala temu notranjemu občutku, ko se mi zdelo, da sem neko znanje downloadala, pa mu nisem zaupala. In takrat sem potem začela zaupati sebi.
in sem potem tudi ustvarila svoj način joge, Venus joga ji pravim, in to je joga, ki žensko vrača nazaj k sebi, v čutenje, v telo, v odgovore, in to jogo bi predpisala vsaki ženski na recept, ker te vrne. Tako sem jaz. Kdaj si pa dodala jogo obraza, prej ali pol? Jogo obraza sem dodala že prej, tudi joga obraza je bila en velik del moje poti, zato ker tam sem se pa srečala s hormoni in kako je vse v telesu povezano. Najprej fizično, a ne, in potem tudi s temi centri, ki so ženski, a ne, kako pomembne so žleze v glavi, v povezavi s srcem in z maternico. Tako da tudi pri jogi obraza, ki je bila najprej zelo za lepoto, za hormone, sem potem šla v to globino in v bistvu se vse prepleta, ne? Tako da jaz to skozi prepletam. A ne? Ko me nekdo vpraša, kaj ti delaš, jaz ne morem samo ene stvari delati, ker je vse prepleten. In moramo več stvari uporabljati, da začnemo povezovati te naše 3 glavne centre. Ne? Ampak, a veš, da jaz nobenega ne poznam, ki bi delal oboje, samo tebe. A res? Ja, a ti poznaš veliko, mislim, je to pogosto, da se dela? Ne, Jaz ne poznam nobenega. Ni pogosto, ni. Wow, lej, ti si edina v Sloveniji. Ja, no, mogoče. Ampak, a veš, ko gledaš potem vse te tradicije, neke holistične stvari, vse v bistvu to učijo, ampak vsaka ima svoj mal drugačen jezik. Ampak na koncu vse isto želijo. Do istega pridati, a ne? In potem je treba samo povezovati, pa čim več stvari skupaj dajati. In to je meni potem magic, ki te pol pripelje, kot da sestavljaš neke zloženke ali pa nek puzzle, ki se ti skupaj zlaga in postaja vedno bolj močno. Ja, in to čutenje, ki si ga omenila, a ne, ti pomagaš prebujati. Kljub temu, da jaz k tebi ne hodim na jogo, ker si predaleč. Jaz tebe, ko te vidim recimo na družbenih omrežjih, a veš, ti v meni prižgeš neko notranjo iskrico ali neki, a ne. Kljub temu, da imaš tako nežno, imaš tudi zelo tako, ne vem, transformativno energijo. Tako da jaz sem ti hvaležna za vse, kar počneš. In ja, nič, jaz bi rekla samo mogoče to, da ko si rekla puzzle, se mi zdi, da je zelo pomembno, da je v naši enačbi telo, a ne? Ker kot praviš, povratek k sebi pomeni tudi, pač pomeni nazaj v telo, a ne, tam si napisala v opisku, da se začne naša prava moč, tako da to nas boš spomnila, govorili bomo o maternici kot tej notranji tehnologiji, ki vodi naše hormone, intuicijo in kako jo poslušati. Jaz vem, da je nikoli nisem poslušala in da se zdaj kdaj spomnim in bi se rada še bolj, ne, in mogoče, da se dotaknemo, kako živeti v skladu s svojo naravo, ne da se borimo proti njej. Tako nekako, no, ki začrtala, tako da jaz se veselim tega predavanja, vmes bom sigurno kaj dvignila roko in hvala ti. Hvala ti. Ja, Darja, hvala tudi tebi, ker si me povabila in ker tudi ti ustvarjaš en zelo krasen prostor, kjer lahko ženske rastemo, to se mi zdi zelo pomembno. Tudi jaz, midva so se tako zelo naključno povezali, se mi zdi, a ne, nismo se poznali, pa si me ti kontaktirala in so se takoj začutile, takoj sem začutila tvojo kozmetiko. Jaz res imam problem s kozmetiko, tako da jaz zelo težko najdem, da mi nekaj ustreza in tudi zelo veliko si sama krem zdelam. Tako da potem si pa ti prišla in zdaj že res dolgo sodelujeva in meni je tvoja kozmetika res nekem energetskem nivoju tudi. Ja, hvala. Hvala. Tako da ja, jaz bom danes začela tako. Darja, ti si mene prosila, naj govorim o maternici.
Jaz pa želim, da danes ozavestimo in razširimo malo to zavedanje, kaj maternica je, se pravi, da iz tega gledanja ozkega, da razširimo to zavedanje. Želim, da se zavedamo, da je to prostor v nas ženskah, ki je veliko več kot samo fizičen organ. Danes smo v nekem takem svetu, kjer medicina zelo ločuje, naše organe, naše dele, ampak v telesu je vse povezano in ena stvar vpliva tudi na drugo, tako fizično, energijsko, kot tudi čustveno. Zato si želim, da mogoče ozavestimo dve besedi, ki imata mal globlji pomen, in to je beseda womb, ki je pač angleška beseda in pomeni prostor, nek prostor, ki nosi življenje. Pa tudi beseda joni, ki izvira iz tantre in predstavlja ženski princip ustvarjalne sile, nek prostor, iz katerega nastaja življenje, tudi naša energija in pa tudi naša zavest. In obe besedi se mi zdi, da pomenita nekaj, kar smo ženske pozabile, da maternica ni samo organ, ampak je prostor, iz katerega vsi nastanemo, je prostor rojevanja in je tudi prostor, ki nas lahko v življenju vodi na veliko bolj moder način, kot pa da živimo, kot pa da samo živimo brez te povezave. Zato, ko govorimo o maternici, ali pa ko družba govori o maternici, jo pogosto vidimo kot nekaj, kar je ločeno. Nekaj, ki je tukaj spodaj, in nima veze z ostalim telesom. Ampak maternica, se rada rečem, ta medenična posoda je v bistvu več stvari. Je naša maternica, so naši jajčniki, je naša nožnica, maternični vrat. Potem sta tudi dva organa, ki sta zelo blizu maternice, to sta črevesje in mehur, in če ona dva nista okej, potem tudi bo to vplivalo na našo maternico. Torej moramo zagotavljati neko notranje ravnovesje, da so naši organi okej. Sploh, ko govorimo o maternici, da so ti najbližji organi tudi zdravi. Potem je maternica tudi v tesni povezavi z srcem, s pretokom krvi, z našim živčnim sistemom in z vsem, kar ženske čutimo. Vse, kar se dogaja v našem življenju, se bo dogajalo tudi tukaj znotraj tega prostora. Se pravi, da če smo mi v stresu, bo trebuh napet. Mi želimo, da je naš trebuh mehek. Ženska mora imeti mehek trebuh. Če smo pod pritiskom, se bo maternica skrčila, se bo zaprla. Če smo sproščene, se bo zmehčala, se bo odprla. Zato moramo vedeti, da telo ves čas z nami govori, se pogovarja in hkrati se odziva na to, kar so naši zunanji državljani in tudi to, kar se dogaja znotraj nas. In če bi zdaj pogledali skozi zgodovino, so ženske so ta prostor dojemale ne samo kot fizičen organ, ampak je bil to vedno prostor moči, ženske moči, ki je bila zelo močna. Je bil prostor naše intuicije, s katero so ženske veliko več delovale kot pa danes. Je bil prostor ustvarjanja, prostor, s katerim so rojevale ne samo otroke, ampak tudi svoje neke darove. Iz tega prostora so znale čutiti, iz tega prostora so imele tisti gut feeling, da so nekaj vedle, čeprav ni nekih informacij, ampak to, ko kar nekaj povlečeš dol, neko znanje, neke informacije in veš, da so prave zate. In iz tega prostora so tudi ustvarjale svoje življenje, da so živele povezane z naravo in z njenimi ritmi. Zato mislim, da smo danes, ker tega nimamo več, tega zavedanja, da smo veliko bolj izgubljene v tem svetu, ker ga gledamo preozko. In ko gledamo ga kot nekaj, kar je treba popraviti.
namesto na nekaj, s čimer se je treba povezati, kjer lahko najdemo svoje odgovore, na nekaj, kar bi bilo treba poslušati. In smo jo tudi skrčili na neko funkcijo. Ne? Skrčili smo jo na menstruacijo, na rojevanje, na nekaj, kar je treba, na nekaj, kar bo enkrat začel delati probleme, pa bo mogoče treba odstraniti. Zdaj, organ ni samo fizičen, ampak vsak organ ima tudi svojo energijo v prostoru, v katerem je. In če mi en organ odstranimo, se moramo zavedati, da energija tega organa bo še vedno tam ostala. Zato je okej, ne? Ja, seveda, to je super. A ne, se pravi, v bistvu mi nismo ostale brez organa. Ne? Čeprav je šel fizičen organ ven, energija tega organa ostaja. Se pravi, še vedno bo imel funkcijo, ampak nekaj je pa pomembno. A ne, se pravi, če je ženska izgubila maternico ali pa kjerkoli drug organa, ne, ampak danes se na maternico osredotočam, je to nek alarm za njo, da energija pač energija organa ostaja in da nekaj ni bilo okej, da je bilo treba ta organ vendati, maternico vendati. In je to alarm za to, da se začne ženska še bolj ukvarjati s sabo, s svojim telesom, s svojimi notranjimi ritmi, ker če tega ne naredimo, bo maternica prvi organ, ki bo šel ven in potem čez par let bo nekaj drugega, nek drug organ oziroma neka bolezen, zaradi tega, ker moramo se zavedati, da vsa naša čustva, vsaj naši vzorci, ki jih ne ozavestimo, česar ne predelamo, to ostaja znotraj telesa in vedno je najprej energija. In če ta energija dolgo časa stoji, če je tam zastoj, se bo razvilo nekaj fizičnega. Postane ta fizična energija in potem postane bolezen. In danes lahko vidimo, da v bistvu narava nam sporoča in že kriči, da moramo ženske nekaj v svojem življenju spremeniti, ker je toliko odstranjevanja maternic, toliko nekih problemov na tem delu in to je pokazatelj, da delamo nekaj narobe. In seveda, zdaj, če je nekaj bolno, je treba odstraniti, ker je že prepozno, ampak potem je pa treba skrbeti za ta energijski del. In se moramo začeti zavedati, da je vedno to nek alarm, da je nekaj spremen, nekaj delaš narobe. In ženske smo zgubljene, ker res ne vemo, kaj delamo narobe, ampak konstantno delamo nekaj proti sebi. In kadar delamo proti sebi, bo vedno maternica začela pač nam dajati sporočila. Ampak maternica je pa organ, ki je počasen in ki je tih. In zdaj, če smo ženske v tem svetu konstantno aktivne, konstantno zunaj, tega ne moramo slišati. In potem seveda, ker ne slišimo tega, potem pride, ko je že prepozno, da jo treba odstraniti, ker je že bolna, ker nismo slišali sporočil prej. In vedeti moramo, da naše telo ima spomin, vsaka celica ima zavest, vsaka celica ima svojo notranjo inteligenco in tako jo ima tudi naša maternica. Zato danes res moramo, se mi zdi, da smo v času, ko moramo nehati samo popravljati, ampak se moramo začeti poslušati. Da nekaj narediti drugače, če ni nekih takih rezultatov, ki bi bili z njimi točno to. Okej, Tako se mi zdi pa, da se vrtimo v nekih istih stvareh, pač isto delamo, pa nam ni všeč. Mislim, jaz vidim sebe, isto delam, pa mi ni všeč. Ja, halo? Zato delamo iz glave, ker nihče nam ni predal modrosti maternice. In zato kot mlade punčke nismo dobile usmeritve tega znanja, da bi bilo naše življenje lahko bolj zavestno. Ker mi z njo rojevamo tudi projekte, svoje odločitve, da so v skladu z nami. Če delamo odločitve iz glave, niso v skladu z nami, so v skladu z nekom drugim. In skozi povezavo s svojo maternico rojevamo tudi novo sebe, ki je usklajena z nami, da je naše življenje polno in da je seveda potem posledično tudi naše telo zdravo. In za maternico deklica postane ženska, ampak želimo, da postane ženska z velikim Ž.
ampak zato mora pa prejeti to znanje. Zdaj, če pa tega prostora, če pa ne živimo iz tega prostora, da se tega nismo naučile, pa postanemo ženske, ki jih v življenju vse moti. Se pravi, postanemo nezadovoljne, postanemo ženske, ki konstantno dajejo in se izčrpajo, ali pa se izčrpamo, bom tako govorila. In potem ta ženska reče, vse sem naredila za druge, kaj pa jaz? In skozi potem druge obtožuje, je skozi nezadovoljna. Ženska, ki pa povezana s svojim tem notranjim prostorom, je pa drugačna. Ona je pa bolj mirna, je postavljena, je bolj jasna, bolj zna biti v sebi, v svojem telesu se posluša, ne gre čez sebe in nikoli ne bo dajala iz praznine. Nikoli ne bo dajala takrat, ko je prazna. Zato lahko potem to drži prostor za druge, za svojo družino, za odnos, da je boljši, za skupnost. Ne bo delala iz pomanjkanja. In tukaj je ena velika razlika, ne v tem, kar smo naučeni, koliko naredimo, koliko moramo kontrolirati, ampak iz tega, da delaš iz tukaj noter, iz svoje polnosti. Upam, da je to jasno. In zdaj bom najprej rekla tako, dajmo stopala na tla, poravnajmo hrbtenico in dajmo narediti en globok vdih skozi nos in samo izdihnemo, kot da izdihnemo vso težo, vse napetosti iz tega zgornjega dela, pa še en vdih, izdihnemo in še enkrat vdihnemo. In zdaj vas povabim, da zaprete oči in sam spustite ali pa spustite pogled navzdol in izdih dol. Dol, 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 dol v telo in vse dol do stopal, tako da začutimo, da smo stopali na tleh, da smo se prizemljile. To je ena zelo pomembna stvar, da smo ženske prizemljene, glava nas gor dviguje ven iz telesa, gremo v telo, se prizemljimo in še kar imamo zaprte oči. In zdaj položimo eno dlan pod popek, tukaj, kjer je naš vumb, tako jaz rečem naša maternica, ampak še vse, naši jajčniki zlati, ki nas pomlajujejo, vse je tukaj. In samo vdihamo v ta del, probimo globoko vdihniti in začutimo, da za izdihom je naša energija tukaj dol, 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 v trebuhu, pod popkom, v maternici. Samo čutimo to. Lahko na glas izdihnemo in samo smo tukaj, dol imamo pozornost, tam, kjer je naša dlan in samo opazujemo, samo čutimo, nič ne iščemo, samo tukaj smo. In samo dihamo v ta prostor. Nič ne želimo doseči, ampak za žensko je zelo pomembno, da samo je. Nič ne delaš, ampak samo si. A smo zmožne to narediti? Da si znamo zdaj tako pavzo, da samo smo v svojem telesu. In ostanemo tukaj z vsem, kar je. Če nam telo zdaj govori, daj Nina že, reči odpri oči pa začni naprej govoriti. Tukaj ostane s tem, kar je. Moje telo se opira temu. Poslušamo, kaj se dogaja. Se malo nasmejamo, spustimo nasmeh dol. In lahko zdaj odpremo oči. In zdaj smo si vzeli eno pavzo. Eno pavzico, ki je za ženske toliko zelo pomembna. Tako da velikrat pol pa je vprašanje, kako se pa zdaj lahko povežem s svojo maternico, kako pa naredim to povezavo. Zdaj smo začele povezavo s njo, da si ustvarimo pavzo v svojem življenju. In najprej se začnemo z maternico povezovati, to je osnova skozi naš cikel. Se pravi, začeti moramo negovati svoj cikel, se povezati z njo, z svojim ciklom in ga začeti tudi čutiti, ter ga začeti živeti.
Zdaj, vse, ki nimate več cikla, počakajte, bomo prišli tudi do tja. Ampak pri našem ciklu se vse začne in zato bi mogla biti naša največja naloga, da ko imamo cikl, da se naučimo povezati z njim in pa delovati iz njega. Zdaj, da pa ga lahko začnemo čutiti, pa potrebujemo ustvariti nek prostor. In to pomeni, zdaj bom ful ponavljala to pavzo, da si ustvarimo pavzo. Če si boste kaj z današnjega predavanja zapomnili, želim, da si zapomnite pavzo. Ker tukaj imamo ženske največji problem. Pavza pomeni, da si znamo ustvarjati različne rituale glede na svoj cikl, in da se ponovno začnemo uskladiti s svojim ritmom, in ko se ponovno uskladimo s svojim ritmom, pridemo do pavze. Ker vsak naš cikl na koncu zahteva, da si vzamemo pavzo. Zdaj, to znanje smo izgubili, ker nam ni bilo predano. In s tem, ko smo izgubili to znanje, smo izgubili tudi neko zelo pomembno strukturo, ki bi podpiralo to našo naravo. Sprav, izgubili smo rituale, kjer bi kot deklice postale ženske. Ne vem, če poznate, ampak včasih so obstajali rituali prehodov. Ženske imamo zelo pomembne prehode v svojem življenju, se pravi, ko gremo iz deklice v žensko, ko ženska postane mama in potem še, ko gremo v to modrost, ko pridemo v menopavzo, ki velja za obdobje modrosti, ampak samo, če smo živeli že prej to svoje ciklično življenje, več kot smo lahko živeli to življenje, prej, ko smo to znanje dobile, bolj lahko stopimo potem v to svojo modrost, menopavzo, ali pa jaz rečem raje druga pomlad, ko pa res ženske lahko stopimo v svojo največjo moč. In danes živimo po nekih koledarjih, ki so naravnani na dnevni ritem, zahtevajo od nas, da smo vsak dan iste, ni nekega našega ritma, tega notranjega, ki ga imamo ženske, ki imamo ta 28-dnevni cikl. Te koledarji tega ritma ne upoštevamo. In ta koledar je zelo linearen. Ženske pa nismo linearne, smo ciklične. In tako kot je narava ciklična, ko ima letne čase, tako imamo tudi mi ženske svoje notranje letne čase. Se pravi, skozi en mesec gremo skozi 4 različne letne čase. Se pravi, skozi notranjo pomlad, notranje poletje, notranjo jesen in pa notranjo zimo. In če to vemo, če vidimo, vsak letni čas je popolnoma drugačen, popolnoma drugačno energijo ima. Zato smo tudi mi skozi cikličnost vsak teden drugačne. Jaz pa vidim ženske danes, da hočejo biti vsak dan iste, ker okolje od nas to nekako zahteva, ampak če bi si mi dali prostor, bi lahko videli, da tudi v tem sistemu, ki ne podpira naše cikličnosti, da si lahko naredimo življenje, da lahko živimo ciklično življenje in ta svoj cikl uporabimo v tem sistemu za svojo moč. Ker če smo mi vsak teden drugačne, imamo vsak teden neke nove super moči, ki jih lahko uporabimo. Moški imajo skozi isto, mi pa lahko različne moči uporabljamo in jaz tukaj vidim eno veliko prednost, če jih poznamo in če se jih zavedamo. In zdaj pa, če pa tega ne razumemo, potem pa začnemo živeti proti sebi in potem se v tem življenju skozi neki borimo, skozi delamo proti sebi in seveda se potem zaradi tega tudi naše telo potem odziva na to. In to čutimo kot neko težo, kot utrujenost, kot konstantno borbo. Tako da rabimo ozavestiti svoj notranji ritem. Zavedati pa se moramo nekaj, da brez pavze ni ritma in brez ritma ni ravnovesja. In zato jaz vedno začnem pri zimi, ker tukaj vidim, da ženske izgubljamo svoje zdravje in svojo moč. Se pravi, če pogledamo zunaj zimo, energija gre po zimi navzdol, se pravi, energija se spusti, življenje naredi pavzo, zato da lahko zadihajo stvari, vse zamrzne, stvari umrejo.
naredi se prostor, da se lahko potem rodi nekaj novega. In proces pavze pomeni tudi čiščenje, se pravi, nekaj se očisti, obnovi se energija, da gre lahko narava potem skozi celo leto. Zato je naša menstruacija naša notranja zima. In mi imamo tukaj samo 20% energije. Zdaj, kaj mi naredimo, ko imamo na svojem telefonu, ko je naša baterija na telefonu 20%, jaz mislim, da večina da takoj telefon filat. Kaj pa sebe? Mi imamo v tem času ta naš samopolnitveni mehanizem na voljo. Vsak mesec. Še enkrat, v času naše menstruacije imamo na voljo naš samopolnitveni mehanizem. In tukaj si moramo vzeti pauzo. Ker zdaj si predstavljate, da imate 20% energije za svoje čustva, za kuhanje, za pospravljanje, za potrpljenje, za odločitve, za delo. Mi želimo biti pa skozi 100% na vsem. Najboljše imeti polno odgovornosti, vse pod kontrolo, pa biti še lepe. In zdaj si predstavljate, da že zjutraj šibate in že zjutraj v službi pokurite teh 20%, potem pa pridete domov, z 2%. Kaj se bo zgodilo z vašimi čustvi, kaj se bo zgodilo z vašo energijo, kaj se bo zgodilo z vašimi odzivi na nekaj in kako to potem vpliva na družino, na odnose. Ja, jaz mislim, da ne dobro, če smo na minimumu svojo energijo. In potem se toliko žensk, to vidim, boji svoje notranje jeseni in pa svoje zime. Ja, notranje jeseni se bojijo zato, ker če imamo premalo energije, se zgodi ta čustveni vrtiljak in se nam zdi to grozljivo, ker nas čustva posrkajo in se bojimo tega časa. In bojimo se narediti to notranjo pauzo, ker skozi mislimo, da moramo nekaj delati. In Bog ne da, da bi se mi ustavili. In tukaj moramo to zavedanje oklopati. In meni je zelo všeč rek, da je menstruacija od Boga dan počitek. Meni je to. A ni lepo? Nisem še čula, ja. Zelo lepo. A si ne bi želela vzeti počitek pa pauzo, če veš, da je to nekaj tako lepega, da to ni kar tako. Škoda, da te nisem prej poznala. Ja, saj tudi jaz sem prepozno prišla do tega. Jaz res glih, ko sem začela živeti to, ko sem popolno ponotranjila svoj cikel, zdaj prehajam v drugo obdobje, ko ga bom počasi izgubila in ker se mi zdi, da svet postaja spet nazaj črno-bel, ker tukaj je zelo mavričen, ker ima teden svoj okus, svojo barvo in sem točno vedela. Jaz sem si kar predstavljala, ta teden sem taka ženska, ta teden sem v magnetizmu, en teden sem bila fokus, delo bolj, tako, zdaj pa to kar gre in zdaj sem spet sem tako malo, tavam še v megli. Ja, pa sej lahko pa, da še ne boš. Ja, ne, ampak ne vem točno, kdaj bom, ampak čuti se, ta prehod ni kar, da se odreže, ampak to gre počasi. Počasi čutiš, da zgubljaš to. Tudi ciklično se ne čuti več toliko močna, ne čutim več toliko teh energij, zato sem rekla, da mi svet postaja bolj črno-bel, ne več toliko piksel. Ok, čekam, ja. Dobro, jaz še tega nisem čutila pred 3 leti, a veš? Ja. Ker smo imeli midve ta inspirativni pogovor v živo, tisti mesec sem jaz imela zadnjič. Ja, in mi je tako hudo, pa ja. Zdaj boš slišala še naprej. Ja, ok, čakam. Ampak ja, bi bilo pa fajn, da se ti naredi en tak lep obred sprejetja v drugo obdobje. Ker jaz mislim, da če imamo te iniciacije, neke obrede
ko gremo v neko drugo energijo, a ne, pripeljemo neko svetost. In ko je nekaj sveto, se začnemo na to čisto drugače gledati, dobi drug pomen. Tako da tukaj se mi zdi, da kot družba ful izgubljamo in da moramo to nazaj pripeljati. Ja, pa Pa da smo- imaš ti, kaj organiziraš, kakšne take stvari ali ne? Ne, bom še začela. Ne. Aha, okej. Tam je vse, ampak ja, moram začeti, ker vidim, koliko to rabimo. Zdaj, mogoče bi še na to se obrnila, naša notranja zima pomeni tudi kri, a ne? Kri. In včasih je bila kri zelo čaščena, je imela zelo velik vpliv. Danes smo pa malo izgubile vrednosti krvi, pozabili smo v bistvu naravni jezik svojega telesa. In če pogledamo, ne, rdeča barva pomeni ponavadi stop. V naši družbi vse, kar je prepovedano, vse, kjer se je treba nekaj ustaviti, je za rdečo barvo. Sam pri svojem ciklu, pa pri menstruaciji, pa tega nočemo upoštevati. Če bi se jaz zdaj porezala roko in da mi tukaj kri teče, ja, ne vem, pa to roko bi, ne vem, povila bi, ampak pol bi vedela, da ne morem z njo kar delati vse, kar sem prej počela. Ne? Bi mal čuvala jo, pa mal bi počivala z njo. A ne? Sam pri tej svoji krvi pa mi še kar naprej, kot da je vse enako. Ne? Ja, so nas tudi šopali po televiziji, reklame, a ne? Ja, seveda. Greš naprej, gasa. Ja, zato, ker Ja. pač družba nas ne želi, da smo Tako. opolnomočeni, da smo v polni moči, ker družba želi, da smo vodljivi, a ne? Da padamo na zunanje stvari, pa da nam dajo ustvarijo problem, pa ti dajo rešitev, a ne? To je pač poganjanje denarja, kapitala. Tako da preko televizije zelo težko najdeš kaj, kar ti da res noter. Jaz vedno pravim, da ko smo tiste, ki imamo možnost, da si vzamemo en dan ali 2 dni prosto in da dejansko lahko stvari spustimo iz rok. Če te možnosti ni, a ne, kljub temu, da je naš vsak dan, da moramo nekaj početi, je pomembno, da vpeljemo v te dneve več pauze. Torej, da si vzamemo, ne vem, 30 minut za meditacijo, 20 minut za sprehod v naravi, da si ustvarimo neke rituale, a ne, kjer se lahko negujemo. Skratka, da pripeljemo pauze v ta čas, dokler traja naša menstruacija. In tudi, kar je zelo pomembno, je, da se znamo ustaviti in samo biti, kot sem prej rekla, samo bodi v svojemu telesu, zato da lahko ozavestimo, koliko smo naredile od prejšnje menstruacije do te, koliko premikanja smo naredile, kaj smo vse proizvedle, ne vem, kaj vse smo naredile zato, da si lahko končno rečemo, pa sej, jaz si pa zaslužim to pauzo, sej sem ogromno naredila. In da si damo same sebi dovoljenje, ker ponavadi si ženske nočemo dati tega dovoljenja. In potem, a ne, ko naredimo to pauzo, pa pride pomlad in če smo se mi tukaj napomnili, pol bomo mi vse nadoknadili, kar smo tukaj mogoče, a ne, je vse stalo, bomo pa lahko vse nadoknadili, ker spet naša energija raste gor in bomo prišli do svojih 100% v svojem notranjem poletju. In tudi naše notranje poletje je to, ko imamo največ energije, ker takrat res lahko se najbolj posvetimo svojim projektom, ker imamo lahko tudi najboljše pogovore z moškimi, tukaj smo najbolj energijsko podobne moškim in če imamo karkoli za rešiti v katerem koli odnosu, je to v našem notranjem poletju, v naši ovulaciji. Rešiš s šefom problem, z možem, z, ne vem, bratom. Tukaj so tudi najboljše, če želimo doktore obiskati ali pa da gremo na neke teste, je tukaj najboljši čas, najboljše odločitve lahko tukaj sprejemamo. Ampak potem pa spet pride naša notranja jesen, ko pa energija začne padati nazaj proti 20%. In če pogledamo, kaj se v naravi zgodi, recimo z drevesom. Drevo posrka jeseni iz listov vso tekočino vase, v deblo, se pravi energijo vase, in listi odpadajo.
In enako moramo tudi ženske narediti, malo stopati na bremzo tukaj in energijo povleči vase. Prej pomlad, poletje jo usmerjamo navzven, zdaj pa vase, zdaj se moramo pa začeti s sabo ukvarjati. In tukaj pa pridejo nek notranji pogled, dobimo kakor dve strani istega kovanca, da mogoče se nam je prej zdela ena stvar ful dobra, zdaj pa vidimo tudi tisto slabo stran te iste situacije. In to z namenom, zato da lahko rečemo, ok, jaz pa tega nočem več nesti v svoj naslednji cikl. In si to zapišemo v dnevnik, tukaj ne rečujemo. In potem skozi svojo notranjo zimo pregledamo, kaj ne želimo več nesti v svoj notranji cikl, v naslednji cikl. In v bistvu je vsak cikl namenjen, da mi duhovno zrastamo. Ker če mi znamo pogledati nazaj, kaj ni delovalo, kaj moramo spustiti, to spustimo, kaj pa želimo odnesti. In mi duhovno rastemo vsak cikl. In če vemo, koliko ciklov imamo v svojem življenju, od 400 do 500, kakšna duhovna rast se lahko zgodi skozi nas, da lahko potem postanemo Modre. Ja. Če pa tega ni, pa mi ne rastemo duhovno in ostajamo žrtve tega sistema. Ja, pa moramo rast duhovno, tako kaj jaz, Ja. 50. Ja, lej, nikoli ni prepozen. Nikoli ni prepozen. Kaj sem še hotela povedati? Tudi to, da če iz tega prostora ne živimo, pol. To sem pa že povedala. Ja, to sem že povedala. Ok. Čakaj, kam grem zdaj? Želela sem še to povedati, to se mi zdi tudi zelo pomembno, da ta naša cikličnost vpliva na celo družbo, če jo mi živimo, ali pa če jo ne. Se pravi, naš ritem vpliva na nas, ampak tudi na vse, ki so okoli nas. Se pravi, vpliva na našega partnerja, na otroke, vpliva tudi na naše delo. In če se tega ne zavedamo, lahko vpliva negativno, ali pa pozitivno. Se pravi, ko smo mi v stresu, napete, preobremenjene, bo to čutil cel prostor. Naši otroci bojo to čutili, naš partner. In potem se odnosi ugašajo med partnerjema, na otroke se lahko deramo. Ko pa si dovolimo vzeti to pavzo, ko se vrnemo v svoje telo, se tudi ta sistem, pač okolje okoli nas, zmehča. Zato, ker smo mi polne, smo bolj mehke in se bo vse situacije se bojo zmehčale. In naenkrat ni več toliko napetosti, ni več toliko hitenja in ni več toliko pritiska. Zato, se pravi, ko smo v svoji notranji jeseni ali pa v svoji zimi, ne potrebujemo še več zahtev, ampak ne potrebujemo še več, joj, mami, daj mi to, mami to rabam, ampak potrebujemo nekega več prostora in več miru, manj pritiskov. In če se tega zaveda naša družina, nam bo to omogočila in bo to spoštovala, ampak najprej moramo ženske to razumeti. Šele potem bo lahko tudi naša družina to razumela. In to moramo vedeti, da to ni sebično, ampak je zdravo. Zdravo za nas in za vse okoli nas. Ker ko ženske spoštujemo svoj ritem, potem začne to čutiti tudi družina. In otroci se bojo naučili, da mami ni vedno na voljo za vse. Mogoče danes ne bo skuhana večerja, Partner se bo naučil, da mora v določenem času kdaj več stvari prevzeti nase. In potem postanejo tudi odnosi bolj spoštljivi, bolj resnični in bolj prijazni. Tako da, to se mi zdi tudi zelo pomembno, da to pripeljemo v svojo okolico. Tudi firme, bi se mogli tega zavedati nekako. Zdaj pa, če pa cikla ni več, kaj pa zdaj? Ko ni več cikla, ko je cikl šel. Veliko žensk misli, se zdaj pa zgodba zaključena, zdaj pa itak nimam več menstruacije, cikličnosti ni več, zdaj pa živim naprej, ena skrb manj. Ampak
mi moramo zdaj, tudi če nimamo več cikla v svojem telesu, ga moramo pa skozi zavest začeti razvijati. Se pravi, pomembno je, da še vedno živimo to ciklično življenje, da smo se ga prej naučili in da ga zdaj pripeljemo skozi lunine cikle, da opazujemo luno in da tudi skozi te lunine cikle ustvarjamo svoj mesečni ritem in da imamo vsak mesec čas, da zapremo cikel, da ga zapremo, se pravi, da ustvarimo pauzo in da še vedno pogledamo, kaj ni delovalo, kaj bomo nesli v naslednji mesec, ne? In s tem tudi čuvamo svojo energijo, ne? Ker tukaj zdaj pa, ko ni več menstruacije, se naše telo samo od sebe ne čisti več, ne? Ker menstruacija je tudi čiščenje, zato tudi ženske dlje živimo od moških, ker imamo to mesečno čiščenje. Tukaj ga pa zdaj nimamo več. In zdaj moramo same to ustvariti. In to je to zavestno, to je modrost maternice. Ali pa zavestno življenje cikla. Tako da menopavza ni konec cikličnosti, ampak je čas, ko mora ženska pauzo vzeti bolj zavedno nazaj v svoje roke. In jaz mogoče tako rečem, da nam je narava, ko smo v cikličnosti, dala obleko, ki jo za nas vsak mesec očisti. Ja? Potem pa, ko smo pa enkrat v času menopavze, pa narava reče, lej, zdaj si se pa že mogla naučiti, zdaj si pa res odrasla, modra ženska, zdaj boš pa sama začela skrbeti za to svojo obleko in jo moraš vsak mesec sama očistiti. Ja? ta Noro. Noro, okej. Kaj pa, če nekdo ni se naučil, Ja. je vseeno boljš, da greš v to, v te pauze, kot da, okej, nisem se naučil, zdaj pač ne. Seveda. Veliko lažje je, če se je ženska že prej naučila, ne? Ampak če se pa ni, pa stvari ozavestaš. Ozavestaš stvari, tako kot jih zdaj ozaveščam in si rečeš pismu, ne? Jaz si zaslužim to pauzo, jaz jo rabim, moje telo jo rabi. Jaz želim, da bom delovala na svoj najboljši način. In moja dolžnost je, da si pauzo vzamem in začnemo zaključevati mesec. Tako kot bilance, tudi tukaj svoj mesec in si vzamemo par dni. Zdaj pri ženskah pri menopavzi je tudi tako, da če si ne vzamemo vsak mesec tega, te pauze, si lahko tudi na 3-4 mesece vzamemo pauzo. Samo potem mora biti pa ta pauza dolga. Pa mora biti pa 2 tedna dolga ali pa ne vem, ta pauza. Drugače dosti, če si vzamemo, ne vem, 2 dni, da spustimo malo stvari. Boš še za luno povedala? Mislim. Za luno je v bistvu tako, lahko vsaka ženska opazuje malo, kdaj ima največ energije, kdaj ima najmanj, ampak recimo ponavadi je tako, da ko je polna luna, si predstavljamo, da je to čas ovulacije, takrat je največ energije, ko je prazna luna, je pa čas naše zime, takrat si povzamemo pauzo. Se pravi, ko luna pada, je potem tudi tista notranja jesen, pride prazna luna, je čas menstruacije, luna začne rastati, je naša pomlad, in polna luna je naše poletje. Tako delujemo. Tako je najlažje. Jaz imam tudi eno prijateljico, ki na teh mojih tečajih, ona vedno, tako reče, joj, sploh ne vem, kaj mi je. Toliko sem imela energije prejšnji teden, ta teden sem čist zboga, nič ne morem, kaj mi je. In ker ženske ne razumemo tega svojega notranjega ritma, pa da vse vpliva na nas, se pa obtožujemo, zakaj zdaj ne morem tega početi. Ja, valjda, ja. To smo že Ampak lahko pa na zadnje rekli. Ja, veš, lahko pa nekaj drugega počneš, nekaj bolj, kar se usmeraš, ne rabiš več toliko zumbiti, pet malo not. Itak smo premalo not, Ja, seveda, ker na svet, že pač uči, da moramo biti tudi zunaj. Ja, jaz se zavestno opominjam, res zavestno se opominjam, bodi noter in ne rabiš reagirati. Tako. Ne rabiš vedno reagirati. Jaz ne rabim vedno reagirati, ko en otrok pride iz sobe v kuhinjo, kjer sem jaz, in ga kaj ugovoriti. Jaz ne rabim tega.
ker s tem naredim dober njemu, ker itak pravijo, da sem preveč govorim in naredim dober sebi, a ne? Tukaj zdaj pridemo pa do intuicije, a ne, tudi to je modrost maternice. To je pa tisti trenutek, ko nekaj začutimo v trebuhu, a ne, in se mi zdi, da smo se navadili, da tega ne poslušamo, a ne, ker smo naučene, da moramo ves čas stvari razumeti iz glave, pa analizirati, pa premisliti, ampak ta občutek je vedno ta prav znotraj nas. In pogosto preglasimo tisto, kar smo začutile. A ne? In ko začnemo delati iz te svoje glave, je vedno bolj neki, ne vem, jaz vedno se narobe odločam, ko se samo z glavo odločam. A ne? Ko pa smo povezane s tem prostorom, potem pa sploh ne rabimo vsega analizirati do konca, ne rabimo niti, ne vem, ne rabimo niti, da nam nekdo nekaj dokaže. A ne? Jaz šele zdaj sem res začela zaupati temu občutku in meni moč jaz za kakšno stvar, kar rečem, to je tako, pa mi mož reče, ker on je pa zelo v glavi, a ne, vse moram imeti dokaze, in on me reče, kako pa ti to veš, kje pa so dokazi, in jaz tako vem, ker čutim, ampak jaz sem šele zdaj začela temu zaupati, ko se izkaže, a ne, čez čas sem imela prav. Tako da ja, zdaj je čas, da začnemo bolj zaupati, in to je warm wisdom, a ne, da smo v stiku s sabo. Tudi vedeti moramo, da imamo mi dve energiji, skozi katero delujemo. Ena je ta električna energija, ki je usmerjena navzven, moški princip, ne. To je energija akcije, dajanja, premikanja, da se mora skozi nekaj dogajati, skozi moramo nekaj dosegati. To je del nas, a ne, ki organizira, ki rešuje in ki nas vodi. In ta energija je super. Je pač del moškega principa, ki ga imamo vse, da lahko sploh karkoli naredimo. Potem je pa druga energija, ki pa je bolj energija magnetizma, ki privlači, a ne. To je pa energija, ki ne gre ven, ampak energija, ki drži, ki posluša, ki sprejema, ki čuti, ki ustvarja nek prostor, in to je energija, kjer se pa stvari zgodijo brez napora. Se pravi, če mi delamo to, kar nas svet uči, samo iz tega moškega principa, je življenje težko in se skozi smatramo. Ko uravnovesimo te dve energije še z ženskim principom, pa veliko bolj postane vse brez napora, a ne? Ampak večino nas deluje z te električne energije, da smo skozi v glavi, a ne, ves čas moramo neki. Ja, in pol je kar težko in smo skozi utrujene zaradi tega. Tako da rešitev je pač, da gremo v to ravnovesje, da uravnovesimo. In tudi, če ne gre ven ta energija, je z vzgledom, a ne, mi lahko pol druge pomirjamo. Seveda, ker ti ustvarjaš prostor, iz katerega pol deluješ. In tudi, ko znaš ti iti vase, v svoje telo se ne izčrpavaš, ampak se napolniš. Jaz ne vem, kako naj to rečem. Ženske, ki so skozi utrujene, so skozi v glavi. Naši možgani kurijo našo energijo. In mi lahko samo z 1 minuto povezave dol, da gremo vase, se napolnimo, in potem bodo naši odzivi čisto drugačni. Kadar smo v stresu, a ne, vdih, izdih, spustiš se dol. To mi je bil ful dober primer, ko je Saša Einzidler imela predavanje pri tebi. Ja, in je dala za primer, a ne, nevihta na morju, ko je zgoraj vse razburkano, in potem se spustiš v svojo globino, v svoje telo, tukaj dole pa pod gladino je pa vse mirno. Ja, res je. Tako moramo to začeti gledati. In tukaj se ti napolni, sploh ne rabiš biti dolg časa. In se deluješ iz tukaj, lahko več čutiš. Tukaj izgubljamo, ko smo v glavi, vse stvari sploh ne čutimo, delamo jih nezavedno. Tukaj se potem zgodijo te občutki, da senzualna energija, a ne, ko znaš v enem trenutku uživati v hrani. Ti se ne moreš preveč nažerati, če ti dejansko z te energije ješ in uživaš hrano. In hočeš, da je najboljša hrana. A ne boš nekega junk fooda jedel. A ne, na primer, če dam tako. Tako da tukaj jaz vidim
to prednost in to našo moč. In mogoče zdaj, če tako zaključim, a ne, kot smo nekako začele s to povezavo dol, če gremo mogoče še enkrat dol, ker najprej sem rekla, ok, kako se povezati s svojo maternico. Se pravi, najprej smo šli skozi cikl, a ne, skozi cikličnost, ker tako začnemo tudi čutiti bolj sebe. Potem je pa lahko gremo naprej, a ne, se pravi, da pa dejansko znamo dol v svoje telo, pa se lahko sam probamo, a ne, gremo v svoje telo, spet vdihnemo, izdihnemo in lahko tudi, kadarkoli se želimo z maternico povezati, lahko kar take globoke glasove damo iz sebe ven, ker maternica je počasna energija in je tukaj dol. In jaz velikokrat naredim vdih in potem dam ta globok izdih. In probam začutiti, kako gre ta moja energija dol v maternico, ne. Lahko še enkrat vdihnemo, izdihnemo. In čutimo, da spuščamo to energijo dol in potem damo spet eno dlan na podpopek, druga je lahko na srcu, pa se najprej nasmejemo v svoje srce. In že tako aktiviramo neko lepo energijo znotraj sebe in potem vdihnemo in naredimo ta globok izdih. Dol, dol, dol v maternico. In potem samo smo tukaj in samo čutimo, poslušamo. Maternica je tiha, ona ne bo nekih besed pa stavkov nam dala, ampak tukaj se lahko začnemo pol spraševati, a ne, razna vprašanja. Kaj je trenutno v tem prostoru? Kaj čutim? Kaj čutim? In samo smo in samo čakamo, če dobimo kakšen signal, mogoče začutimo toploto, mogoče nič ne čutimo, ker če se dolgo nismo pogovarjali s svojo maternico, se ne bo ona kar začela z nami pogovarjati. Ker smo navajeni nekih glasnih odgovorov. In samo smo. Kaj je trenutno v tem prostoru? Lahko se vprašamo, kaj nosim v sebi, kakšne občutke imam tukaj, kakšne misli, kakšne zgodbe. In pa se vprašamo, kaj je čas, da od tega zadržim. Kaj me podpira, kaj od tega me hrani in kaj od tega je moje. In to začutimo, ozavestimo. In potem se vprašamo, kaj pa je čas, da spustim, kaj me utruja, kaj me drži nazaj, kaj ni več v skladu z mano in more iti, da naredim prostor, da lahko potem nekaj novega dam tukaj noter. In potem se vprašamo, kaj pa želim roditi v svojem življenju. Ne samo otroka, ampak kakšno življenje si želim roditi zase, kakšen odnos, mogoče kakšen projekt, kakšno novo verzijo sebe si želim. Ker še enkrat, maternica ni samo prostor, kjer nastaja življenje, ampak je prostor, kjer se ženske povežemo s sabo, s svojimi vrednotami, svojo intuicijo, svojim ritmom, svojo močjo. Takrat pridemo do svoje moči, ko delamo iz tukaj noter in ne proti sebi. In ko vzpostavimo to povezavo, takrat se mi vrnemo k sebi in naše življenje postane bolj polno, naši odnosi bolj polni, naše zdravje gre na višji nivo. Skratka, vse postane boljše. In to je modrost maternice. Da živimo z tega prostora, drage ženske. Liza. To sem želela vam danes podeliti. To je nek začetek
povezave z maternico. Zdaj pa treba to zaživeti v realnem življenju. Ja, in ta posnetek si bomo vrtele. Meni je bo zdaj malo nerodna, veš. Ja, zakaj? Ne, tako pač, ke bom na ekranu, ne. Jaz nisem tako Ja, rada, veš. ja, ja. Ja, le Darja. Globine v živo, Aha. ampak se veselim, da si bom ta posnetek, ta vprašanja navrtela sama. In mogoče samo eno vprašanje, ker ti si vedno tako slikovito predavaš, da prvo, kar je, ful ti hvala, ker vedno narediš na drugačen način in pol tudi slišimo drugače. Saj tudi, če grem še enkrat poslušat, vemo, da bom slišala drugače, ampak in mislim, da ti ne bi bila dobra samo za ženske. Ti bi bila dobra, da vsem to poveš. Saj vem. Jaz si res želim tudi to prenesti v podjetja, Ja, res. ker opažam, ker sploh za menopavzo, ker gre takrat ženska res skozi eno obdobje, kjer se vse spremeni in veliko podjetij izgubi ženske, ki imajo ful izkušenj, ženska pride do tega, jaz tega nočem več, ker to mi škoduje, in hočejo nekaj drugega. Ampak če bi bilo to okolje bolj prijazno do njih, verjamem, da jih ne bi izgubili. In tudi, pa sploh za te ženske, ki pa ostanejo pač v nekih podjetjih, da bi postalo okolje bolj prijazno. Ker pač ženske se soočajo res z veliko nekih problemov, ki pa potem seveda niso slišani in tudi ljudje jih ne razumejo. In pol velikokrat kar grejo ven iz podjetij. Se mi zdi to zelo pomembno. Ali pa če nimaš podpore, mogoče potem se tudi ti tukaj ne ukvarjaš s sabo in Ja, seveda. In pol tudi veliko ženske na bolniških, ker lahko zelo veliko fizičnih problemov pride, psihičnih, pa megla v glavi. Si predstavljaš, da imaš ti tam ne vem kakšna predstavitve pred ne vem kakšno množico, pa se ti mogoče dogaja megla v glavi, ko dobiš blackoute. Ali pa te oblivi. No, v glavnem, ti nisi imela nobenega blackouta, ti si tole sfurala. Jaz sem probala biti čim bolj tih, da se ne užijem od tebe. In res ti ful hvala. Tako da pavzo nazaj v svoje roke sem si počrtala. Tukaj lahko res največji premik naredimo. In vse se bo spremenilo, že samo s to pavzo. In to, da, kaj si rekla, brez pavze ni ritma, brez ritma ni ravnovesja. Mi si tako želimo ravnovesje, ampak ravnovesje iz tega linearnega delovanja pač težko pride, neko tako zdravo ravnovesje. Naša notranja tehnologija je ritem. Rabimo ga. Nujno. Nina, res ful ti hvala. Hvala, Darja. Jaz te tako rada poslušam. Bova dale to, kje te najdejo in nič, ti moraš iti naprej v svojo vadbo, tako da hvala in lepo se imejte in se vidimo. Hvala tudi tebi. Tako da, Darja, upam, da boš upoštevala to, da boš naslednjič, ko se kaj vidva, Ja, jaz že bolj upoštevam, pa vem, da imam še ful prostora, no. Ja, pa že. Jaz sem to zdaj imela, sem ustvarila nek program, za ženske, kjer je ta osnova, hormonska vitalnost, in že tam, koliko stvari, ko smo šle skozi čez vse glavne stvari, ki jih moramo ženske poravnati, preden vstopimo v menopavzo, Zdaj tako videli, koliko je, v bistvu največ je na temu, da si ne dovolimo ustaviti se. Ja, res je.
In ti boš pa imela tudi program sigurno za menopavzo, a ne da? Ja, bom. Jaz sem samo, ne, Pride. bom, ampak veš, zdaj sem tako rekla, toliko je stvari, da ne znam narediti takega programa v 5 tednih. In v bistvu zdaj delam po sklopih, a ne. In je tako, zdaj imam to hormonsko vitalnost, ki so osnove, ki jih je treba narediti, da je lahko fizično telo zdravo, a ne. Pol pa bojo zdaj še naslednji nivoji, ampak kle je začetek, je osnova. Tako. Ampak ja, gremo naprej še. Okay. Ja. Ok, no, lepo bodite, Nina, ti pa uživi danes v dnevu, oziroma vse uživi. Ajde, hvala. Pa, pa. Lep dan ti želim in vsem ženskam.